I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and for you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow are so pretty in the sky, and also on the faces of people walking by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. And I think to myself, what a wonderful world. Spoštovane gospe in gospodje, spoštovani predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca, cenjena avtorica razstave, današnje razstave, gospa Maja Cerar, dragi gostje, dragi skriti glasbeni gost, Aleks, sodelavke in sodelavci. Z velikim veseljem smo v Državnem svetu pristopili k organizaciji današnje razstave. S tem dogodkom, pol meseca za dvorano, otvarjamo po 60 letih prenovljeno preddverje na Šubičevi, ki je sedaj lepo opremljeno tudi za manjše razstavne dogodke. V tej stavbi je bilo v 60 letih slišati resnično veliko besed. In tako kot z besedo podajamo svoje zamisli drugemu, z umetnostjo ljudje drug drugemu predajamo svoja čustva. Prav barve, ki nas danes z vsem žarom obdajajo, so ogledalo čustev. Čustev, ki včasih še veliko bolj kot razum krojijo naš vsakdanjik, naša življenja in celo zgodovino tega sveta. Zato je nadvse pomembno, kako se v nekem okolju počutimo, saj to močno vpliva na naše delo, odnose in na odločitve. Zato se z današnjo razstavo in vsemi nadaljnjimi razstavami veselimo pozitivnih vibracij in z njimi lepih občutkov in doživetij, ki jih v to stavbo lahko prinese umetnost. K besedi sedaj vabim predsednika Državnega sveta, gospoda Alojza Kovšco. Hvala lepa. Kot je Aleks Vlasko zapel, kako čudovit je ta svet. Res je čudovit, če imamo srca odprta za lepo in dobro. In vsak dan je lahko bolj čudovit, če prispevamo kanček tega lepega, dobrega od sebe k drugim. Spoštovane dame in gospodje, cenjena razstavljavka, akademska slikarka Maja Cerar, spoštovani gostje, vesel sem, da smo z dolgo pričakovano prenovo male dvorane oziroma dvorane Državnega sveta, kot jo mi svetnici in svetniki radi poimenujemo, pridobili prenovljeno tudi tole preddverje in da lahko premierno danes otvorimo že prvo v nizu razstav pod okriljem Državnega sveta Republike Slovenije oziroma drugega doma slovenskega parlamenta.
Javnosti na ogled praviloma postavljamo najrazličnejša umetniška dela, ki imajo poleg visoke umetniške vrednosti in kakovosti tudi pomembno sporočilno vrednost oziroma pomensko noto. Zlasti v likovni praksi iščemo tista stičišča oziroma sidrišča, ki skozi izjemen avtorski pogled odsevajo preplet praktičnega ateljejskega dela ter visokega teoretičnega znanja. To sožitje na koncu, ko se delo predstavi javnosti, dobi novo dimenzijo, se s tem ne le predrugači likovne materiale, temveč tudi prostor. In prav slednje nas utrjuje v prizadevanjih, da s to tradicijo razstav v Državnem svetu intenzivno nadaljujemo tudi v novem letu 2020. Tokratni razstavljavki, likovni umetnici in akademski slikarki Maji Cerar, je čopič položena koloristika. Kritiki zanjo pravijo, da zmore na edinstven način v neskončni barvni paleti odkriti nove odtenke in jih prenesti na platno. Kot ustvarjalki, ki je moderna, abstraktna umetnost res pri srcu in se zgleduje po ameriškem sodobnem slikarstvu Jacksona Pollocka, prav tako pa je v njenih delih najdemo lirične elemente impresionizma Groharja in Jakopiča. Umetniška perspektiva Maje Cerar je prežarčena s posebno njej lastno energijo, ki jo lahko začutimo v njenem razumevanju vsakdanjosti sveta skozi govorico mnogoterih barv. Pogled na naravo, letne čase, spreminjajočo se krajino je prava duhovna avantura, še posebej za gledalce. Spoštovani, pred vami se tako odstira nov svet, svet skozi prizmo Maje Cerar in njenega dialektičnega odnosa med gorečim srcem in hladnim razumom. Pripravljen, da ga raziščete, vsak po svoje, da v njem spregovori njena inventivnost in njeno specifično likovno mišljenje. Razumeti od znotraj, zaobjeti logos in eros, to je tisti pravi poglobljen pogled strani gledalca, ki je nagovorjen, očaran in prevzet strani likovnega ustvarjalca. Obilo likovnih užitkov vam želim, gospe Maji Cerar, pa iskreno čestitam za predstavljeni likovni opus. Spoštovani gospe in gospodje, samo še besedo. Tale prostor tukaj je danes prav nenavadno miren in tih. Malo nas je danes tukaj. To je za voljo narave dela Državnega sveta in parlamenta kot celote. Zagotavljam pa vam, da bo to razstavo videlo veliko število zelo različnih ljudi. Vrvež se tukaj začne zaradi politike in ob politiki, za trenutek ustavi ob kulturi in tisti, ki od tu odidejo, odnesejo vtise ne samo o parlamentu, o nas svetnicah in svetnikih, ampak tudi o likovnem ustvarjanju umetnice. Jaz verjamem, da bo ta razstava doživela ugoden odmev in da bo ustvarjalka del svojega ustvarjanja, del svojega intimnega bistva podarila prav vsakemu, ki si bo to razstavo ogledal in jo bo znal razpoznati tudi še kdaj, kje druge. Želim vso srečo, veliko uspehov pri nadaljnjem ustvarjanju, vsem skupaj pa, če že ni prepozno, srečno novo leto 2020. Hvala, gospod predsednik. Za nekaj besed prosim še današnjo razstavljavko, gospod Cerar. Izvolite. Jaz se najlepše zahvaljujem obema, gospodu predsedniku, ki je tako lepo povedal o umetnosti, da tudi jaz sama v bistvu ne bi mogla v sebi takole lepo povedati. Bom takole povedala, v svojem bistvu je umetnost nas vse združuje. Tukaj v tej razstavi ne vidim pravzaprav politikov, ne vidim drugih, kako bi rekla, poklicev, vendar samo ljudje, ki jim je umetnost všeč. Zato se tudi najlepše zahvaljujem gospodu Volasku za prečudovito pesem, ki nas je v bistvu vse, bi rekla, oplemenitla
ker je, kako lep je ta svet, v bistvu njen naslov in vstopamo seveda v novo leto in najlepše je, da si resnično mislimo, kako lep je ta svet, kljub mogoče malo težji, rekla, svetovni situaciji oziroma stvarem, ki se pravzaprav trenutno tudi dogajajo v svetu. No, jaz bi pač povedala o svojih slikah sedaj le nekaj, ne. Vem, da vas je veliko tudi takih, ki sami majčkeno poskušate biti ustvarjalni ali pa čakate recimo na nek moment, da boste prišli v neka leta, da boste vzeli v roke čopič in platno in mogoče tudi kitaro, ne vem, to vas bo pa gospod Volasko mogoče malo naučil, nas bo kakšnih akordov in tako naprej, če bo imel čas, a ne. No, in takole bi jaz v svojih slikah potem povedala, ne. To so bi rekla, da bistvo vseh slik je narava. Ta narava, ki deloma pravzaprav izginja, deloma zaradi nekih civilizacijskih kvot, deloma pa tudi zaradi tega, ker je pravzaprav, kako bi človek rekel, onesnažena, ker je, bi rekla, svetovno znanih procesov, recimo otoplitev in tako naprej. Vedno je meni bila vedno tista najglobje čustvo, v bistvu gojimo nekje do narave. Kajti takoj, recimo, ko se nekako rodimo, v bistvu zaznavamo svet okoli nas, a ne. To so ne samo v bistvu mama, oče in takoj raziskujemo svet okoli nas, naravo. No, in ta narava v svojem bistvu je nekako v mojih slikah prišla do izraza, bi človek rekel dvakrat, a ne. Enkrat tako, da je v bistvu, bi človek rekel, da nekako po fotografiji v bistvu posnamem en motiv, potem ga pa recimo nanesem na platno in po svoje oblikujem. V bistvu, kako bi človek rekel, uporabljam pravzaprav več tehnik pri nanašanju teh vseh, kakor ste že sami ugotovili, barvnih odtenkov. Ena stvar je, kako bi človek rekel, čopič, kjer je klasičen, potem je lopatica, potem na koncu pa s prsti v bistvu naredim tisto, bi človek rekel, končno formo, a ne. Kakor smo že slišali, moje slike pač spadajo v današnji čas abstraktnega slikarstva, a ne. Abstraktnega in tudi poetičnega, mogoče tudi metafizičnega slikarstva in bi rekla v bistvu, da so recimo slike nekako bi rekla akcijsko narejene, a ne. Akcija recimo Jackson Pollock, a ne, pravzaprav bi rekla začetnik tega pravzaprav slikarstva je svoja čustva, ne, kako ste vi rekla, pravzaprav zlival preko barv na platno, preko tub in prišle so take mrežaste, v bistvu veliko mrežaste strukture, ki so ponazarjene trenutno stanje tega umetnika, ne. Nič ni tukaj okolišal, pač vzel je barvo, ki mu je prišla prav, a ne. In njegove slike ponazarjajo v bistvu neko mestno jedro, vrvež, recimo New Yorka, nekaj takega, kar se v Sloveniji v bistvu še vedno ne moreš pravzaprav spoprijeti s takim slikarstvom. Zato tega slikarstva tukaj ne boste toliko zasledili, kakor v Ameriki. V Ameriki pa že odšel tudi v drugo smer, kjer se barve enostavno zlivajo in platna več niso to, kar so bila.
vendar so neke poplave, jaz rečem temu, a ne. Ampak recimo pri meni ni ozadje neko mesto, ampak je še vedno narava, a ne. Tista narava, s katero sije, taka iluminirana svetloba, a ne. Še vedno se držim teh starih principov, recimo gospoda slikarja, jaz pa rečem gospod slikarja, Vasilija Kandinskega, ki je bil prvi abstraktni slikar. To vemo, a ne. In je napisal, katero delo je pa napisal, če vas smem takole malo pobarati, ki je neka biblija abstraktnega slikarstva, ne. Od točke do slike. A ne? In seveda pomembno so vsi likovni elementi, recimo točka, ki je pri meni poudarjena kot neko impresionistična pravzaprav tvorba, ne? Potem pa tudi linija. Linija je mogoče malo bolj izražena in izstopa ven kot neko, rekla, kiparsko mečkan delo, kot nek relief, recimo, vendar to je vse narejeno z barvo. Barve, katero uporabljam, so akrilne barve. Res je, če boste takole razmišljali, mogoče boste rekli, lejte se, oljne barve so pa mogoče boljše, so narejene iz nekako naravnih pigmentov, ki jih ne da zamenjati. Res je, da uporabljam res najboljše barve, to je nizozemske barve, Amsterdam barve, s katerimi imam pa tudi veselje, kajti ta tovarna teh barv gre vsak moment, se pravi vsako leto, za majhen izboljša kvaliteto torej teh barv, ne. Zdaj, kaj bi še povedala, pravzaprav imam pa tukaj le še nekaj pesmi, no, da bi jih prebrala. Ne pa hop, čale nole. No, lejte, a radi pijete kavo? Ja. No, ampak, lejte, jaz sem napisala pesem o kavi. Kava. Zgodaj zjutraj jo star mlinček premetava z dnevnimi novicami. Gosposka kava v baročno smetanovem klobuku se prevzetno guga sem ter tja v skodelici. S svojim temno-vesoljsko zaobljenim očesom bulji naravnost vate. Njeni umazani valovi oblizujejo diamantno porcelanaste robove. Kava rada prisluškuje vsem dramatično zapletenim pogovorom. V obliki kavnih usedlin ponuja odgovore vsem. Takole. Zdaj imam pa še jesenski utrinki. Sive, prašne spomine vlečejo sive megle pod mostovi. Dobrotljivo se popolnoma zlato drevo sklanja nad premraženo reko. Vsakogaršna duša prične prižigati večni ogenj tam za horizontom materialnega sveta. Ognjene črte na nebu končujejo brezskrbne poletne strani življenja, ko žareče pečen kostan stisnem v pest. Takole pa mogoče še eno. Meglino se vrača zima. Po spolzkih poteh se meglino vrača zima. Šumeče in vrtoglavo padajo prve snežinke in prekrivajo tiha polja. Sivokrila ptica žalostno lebdi nad strehami, čakajoča na majhen večerni ogenjček,
ki ogreje dih. Tam nekje nekdo nekoga čaka. Za mrzlimi okenskimi šipami. Njegova duša poleti s svetlobno hitrostjo proti ozkemu, vendar rožnatem sončnem zahodu. Tam na oni strani se bohoti večna pomlad, kakor v prividih. Tako. Včasih se ti zdi, da vse čudno je. Želi si, da lahko bi spremenil svet. Vendar potrebno ni, da si filozof. Krog sebe se ozri z zaprtimi očmi. Ponuja se samo in ne da ti ga spremeniš. Življenje je lepo, če ga živiš. Tako kot ponuja se samo in ne da ti ga spremeniš. Tako kot ponuja se samo in ne da drugega želiš. Hvala govorcema za izbrane besede, Aleksu za lepe melodije. Vsem pa želim barvit, z umetnostjo obogaten dan in vas vabim k ogledu razstave.